Preverjamo, ali je polna luna. Tjaša to ve. Zdravo. Zdravo. Tjaša, je polna luna? Danes mislim, da ni še. Bo pa. Bo pa kmalu, ja. Prvič te gostimo v oddaji Radioaktivno. Mogoče nekaj besed o začetkih, kako prišla v glasbo? Ja, v bistvu sem preprosto dekle, ki uživa v ustvarjanju že od malih nog. Še posebej me veseli pisanje, pesmi, besedil, tako da pravzaprav ustvarjam že celo življenje. Zdaj sem pa začela snemati prav v studijih, pa recimo zadnjih 5 let. Nekaj skladb že imaš za sabo. Ja, res je. Moja glasba je bolj mešanica, recimo R&B, hip-hop, pa tudi pop žanrov. Torej te bolj privlačijo ti urbani glasbeni ritme? Ja, urbani definitivno. Imaš kakšne vzornice? Se pa ne omejujem, recimo. Imaš kakšne vzornice? Vedno sem poslušala Rihanno, Beyoncé, te ameriške zvezdnice, R&B, pop žanre. Tako. Preveril sem na YouTubeu, tam videl, da skladbe tudi podkrepiš z videospotom, kar je danes nenazadnje nuja. Definitivno se mi zdi pomembna ta celostna podoba, se pravi skladba pa videospot, da se vse pač podpira eno z drugim, tako da jaz se trudim vedno podkrepiti tudi z videospotom. Pred približno pol leta si izdala zadnjo skladbo Čuden dan. Ja, Čuden dan je nastajal po zimi, lani, v prvi polovici leta 2021, ko je bila večina ljudi doma v karanteni. Tudi ta komad je R&B žanr, opisuje počutje med karanteno, ko so bili vsi dnevi enaki. Najhujše vzdušje omenim tudi v komadu je bilo med polno luno, kot seveda nisem mogla spati in sem premlevala o marsičem in si zastavljala različna vprašanja. O tem govori komad. V videu sem pa to besedilo želela predstaviti, tako da sem sama na polju, sama sabo premlevam o polni luni o teh različnih vprašanjih. Ali opažaš, da so dnevi vse bolj čudne? Dnevi so, če si doma v karanteni, kot sem tudi ravno kar zaradi tega, ker imam korono, so si dnevi hitro en drugemu enaki, ja. Ampak zdi se mi, da življenje, ko prideš iz karantene, potem lahko teče naprej. Nekako nadoknadaš tisto, čemur si se moral prej odreči, ko si bil doma. Sedaj boš imela v tem 10 dni časa za ustvarjanje, intenzivno ustvarjanje. Definitivno, vsak trenutek prostega časa nekaj ustvarjam na tak ali drugačen način. Ali to pomeni, da že nove skladbe nastajajo? Ja, nastajajo, ja, seveda, vedno. Kdaj lahko pričakujemo naslednjo? Kmalu, v naslednjih mesecih. Bova pa tvoj čuden dan sedaj spustila tudi našim poslušalcem in upam, da ne bo več čudnih dnevov, da bodo se ti počasi končali. Tako je, se strinjam. Danes je polna luna spet, jaz imam 1000 vprašanj. Tok model se je vsem, pa noben ni vedel kam. Tok spremenil se je svet, a ima sploh vesolje plan. A je dosti, da nekaj imam, a si usamljen, če si sam. Tok velik lahko naredi sam, ena beseda. Smo vsi ujetniki svojega lastnega ega. Nimam kriz, zdaj trenutno, da bi lahko odletela. Se mudi sam, treba bo počakat malo zgleda. Najhujš so taki dnevi, ko je tale danes. Ja, se je isti bil včeraj, noč ni noga. Čisto vse stoji pri meri, noč je dolga. Danes je bil tak čuden dan. Najhujš so taki dnevi, ko je polna luna. Ob večerih zmeri ratam kar mal čudna. 3 ali pa 4 je še zmer sem budna. Danes je bil tak čuden dan, ja. Danes je čuden dan, jaz dam telefon iz rok. Da se spomnim, da sem človek in da vdihnem zrak. Tok začaral se je krog, TikTok in Instagram. Dam danes na stran, ja res je čuden dan. Tale svet čiza res ne dolguje ničesar. To jaz vem, sam je res težko razumeti ga. Znam pel ali pasiv, ali ustrajaš ali nehaš. Res ne smem sam čakat, da bom enkrat spet srečna. Najhujš so taki dnevi, ko je tale danes. Ja, se je isti bil včeraj, noč ni noga. Čisto vse stoji
je bil tak čudan dan. Najhujš so taki dnevi, ko je polna luna. Ob večerih zmeri ratam kar mal čudna. Ob 3 ali pa 4 je še zmer sem budna. Danes je bil tak čudan dan.